Pozdravljeni v 96. oddaji podcasta BIM Pogovori. Z vami sva Robert in Matevž. Pozdravljen, Robi. Pozdravljen, Matevž. Veseli me, da lahko kot gosta danes napovem Matjaža Šajna, direktorja in soustanovitelja oziroma ustanovitelja podjetja CGS Labs. Pozdravljen, Matjaž. Ja, pozdravljen. Že prej sva ugotovila, da praktično je minilo 3 leta, odkar si bil že enkrat gost, in ugotovila so že, to bilo še v drugi firmi, ne? Ja, tako je. Ja. Tako da je že kar nekaj časa minilo v bistvu od tega. Ja, v bistvu takrat 3 leta nazaj je bila ideja o tem, zdaj pa to že rekel prava stvarnost, ne? Ja, tako da... Veliko se je spremenilo v 3 letih, ne, tudi okoli BIM-a najbrž. Ena stvar, ne, v bistvu samo to, da za poslušalce povemo, to v bistvu snemamo slab teden po BIM forumu 2019, tako da danes smo 17.6.2019 in to pač BIM forum je tudi glavna tema današnjega pogovora s tabo. Mogoče za začetek, za to, da odpremo diskusijo, v bistvu, Matjaž, kakšni so zdaj neke začetni vtisi po enem takem tednu, ki je šel mimo pač BIM forum, ki se je najbrž pripravljal celo leto praktično, ne? Tako je, ne, vedno bi rekel, vsako leto je nov izziv pripraviti nov dogodek, ne. Običajno seveda v jeseni si je težko predstavljati, kako bo to vse skupaj izgledalo, kakšna bo vsebina, potem pa stvari počasi zorijo, ne. Po januarja se zares usedemo, pa počasi nastaja agenda in jaz na nek način pustim tudi, da stvari zorijo mogoče kar do zadnjega meseca, ko pravzaprav želimo na koncu ponuditi tudi najbolj aktualne stvari, ne. Če bi sestavljal agendo v jeseni ali pa po zimi, potem junija so že stvari tako spremenjene, ne, da ni mogoče več tako aktualno. Tako da seveda priprave so recimo pol leta zagotovo potekajo, ne. Mislim pa tako, vtisi so pravzaprav, mislim, da zelo pozitivni. Jaz imam tako, informacijo, občutek, da smo vsebinsko bili kar zanimivi, ne, da so bile teme aktualne. Tako da, se pravi, se razen pohval, pravzaprav tokrat nisem slišal. Vemo pa sami, kje lahko še stvari izboljšamo, tako da vedno je, se pravi, na koncu vsebina je prilagajanje neki aktualni problematiki, aktualni situaciji, ne, ki sploh, ko govorimo o našem akcijskem načrtu, je bilo, bi rekel, praktično do zadnjega hipa odprto, kaj se z akcijskim načrtom dogaja in vem, če bi bil recimo en dan prej sprejet akcijski načrt, bi bila vsebina že recimo drugačna. Jaz sem se danes kot BIM forumu udeležil, za kar bi se tudi zahvalil današnjemu gostu, ker naj je podjetje CGS Labs povabili na ta dogodek, ki so se ga lahko udeležila brezplačno. In bi rekel tako, niste slišali nobenih slabih stvari v tem dogodku in jaz bom tudi rekel, da sem bil zelo pozitivno presenečen in zaenkrat bi sam pohvalil za odlično organiziran dogodek, bom pa mogoče med našim pogovorom povedal, kam je bilo še posebej všeč, pa kje mogoče bi se še malo dali izboljšati, ampak... Okay. V bistvu načrt je, da gremo majčkeno čez to vsebino. Matjaž, si že ugotovil, da je bila precej aktualna, tudi meni se zdela, ko sem potem pač naknadno to gledal, jaz nisem imel te priložnosti se udeležiti, ker sem bil sicer zadržan. Tako da je mogoče sam za začetek 2 besede, v bistvu, ker smo moram reči, da ko smo napovedovali v eni od prejšnjih oddaj BIM forum, sem rekel, da je to že četrta ponovitev BIM foruma, ne? In na veliko presenečenje sem še šlo zadev, ker takrat nisem bil prepričan, ne? In potem sem videl tvojo predstavitev, sem števal, sej to je pa ravno sem prav zadev, ne? Kako v bistvu, če lahko za informacijo, a se čuti velik napredek v bistvu v tem in sami organizaciji BIM foruma in sami v bistvu v samem razumevanju BIM-a kot takšnega,
med udeleženci v bistvu, ne, od 2016 naprej. Ja, predvsem to slednje je gotovo, ne, da danes razumemo BIM v nekem širšem aspektu in je pravzaprav ta neka faza, ko rečemo ozaveščanja, ne, že pretežno za nami. Ne. Kar se tiče same organizacije dogodka, je tako, ne, vedno je vsak nov dogodek je vedno znova izziv, ne, vse moraš spet, od začetka do konca narediti, ne, časih pozabiš kakšno malenkost, ki si jo prejšnjič upošteval, pa tako, ne. Zdaj, teh, izkušenj iz organizacije dogodkov imamo velika, ne, iz CGS konferenc in tako naprej, to je vse ta ista ekipa pravzaprav počela, ne, tako da, ampak se pravim, vedno znova se pa moraš dobro organizirati, ne. Zdaj res je, se pravi, ja, 4. BIM forum in v bistvu, ne vem, jaz zame in mislim, da tudi za moje ožje kolege je vsak BIM forum je neka stopnica naprej, je prelomnica ali pač skušamo seveda narediti in nekako doseči čim več na samem dogodku. Moram pa reči, da se pravzaprav veliko dogaja tudi pred dogodkom in po dogodku, a ne, da pravzaprav je BIM forum nek katalizator nekih aktivnosti, a ne, ki pač stečejo ob tem času, ko pač priredimo BIM forum. Ja, seveda bi bilo zanimivo zvedeti kaj več, katere te aktivnosti so. Jaz si tudi predstavljam, da se dogaja marsikaj, tudi dosti pogovorov z udeleženci, pa to nam pa mogoče lahko še malo teh aktivnosti. Seveda, recimo pred letošnjim BIM forumom, a ne, ko smo seveda vsi ugotavljali, da pravzaprav akcijski načrt stoji, a ne, sem izkoristil to priložnost in imel sestanek z ljudmi, ki pač so ta akcijski načrt predvsem poganjali naprej, a ne. Tukaj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, pa seveda tudi v okviru CBIM-a smo intenzivirali te pogovore, ne. In nekako je gotov tudi en tak sestanek pred BIM forumom na Ministrstvu za gospodarski razvoj, je pri njih nekako je iniciral neke aktivnosti, ki trenutno potekajo, ne, in ki upamo, da bodo prinesle nek rezultat. Ne, jaz zdaj lahko, ne vem, kdaj se bomo o tem akcijskem načrtu bolj podrobno pogovorili, ali v tem trenutku, ali kasneje, kaj povem več. Ne, v bistvu mislim, da je kar primerno mesto, da je kaj o tem več rečemo. V bistvu, prej smo ugotovili, že v bistvu BIM oziroma ta akcijski načrt je tudi nekako vključen v deklaracijo BIM foruma 2019 z jasno željo, ne, da je to čim prej sprejeto, ker bo to pomenilo in nov zagon in v bistvu pač nekako dvignilo gradbeništvo na nek nivo, nov nivo v bistvu, vsaj skozi naslednja leta. Tako da o samem akcijskem načrtu je imela predstavitev, krajšo predstavitev Ksenija Marc, ki je predsednica zdaj CBIM-a. Kaj lahko v bistvu zvemo več, kar bi morda slišali tam? Najprej bi rekel, ne, da seveda BIM forum ima res to funkcijo, da nekako skuša privabiti udeležence tudi iz javne uprave, za razliko, bi rekel, od številnih drugih BIM dogodkov, ki so zelo bolj tehnično usmerjeni. In tukaj na BIM forumu premikamo meje bolj v tem smislu, bi rekel, organiziranosti države in inštitucij, ministrstev in seveda potem v ozadju so zakonodaja, standardi in tako naprej. In tukaj v bistvu pripravljamo neke podlage za to, da bo gradbeništvo ali pa, da rečemo, vsa industrija, ki pač sodeluje nekje na področju grajenega okolja, ne, da bo imela neke boljše pogoje. Ne. To je ena stvar. Ne. Zdaj, akcijski načrt, če zelo na hitro pač ponovim, tudi to, kar je Ksenija povedala, praktično je bil oddan pred več kot letom dni, a ne, pripravljali smo ga res v zelo kratkem času, približno 3 mesecev je bil pripravljen, oddan je bil nekje februarja, marca 2018,
in potem je šel v medresorsko usklajevanje na vladi Mira Cerarja. Ne. In je bilo to že, bi rekel, kar dosti dobro usklajeno, no? In nam je, bi rekel, prav res se zgodila ta smola na nek način, da je vlada takrat odstopila, ne, ker verjamem, da bi takrat bil verjetno akcijski načrt sprejet, če ne bi vlada odstopila. In potem je pravzaprav se postavljala nova vlada. Zdaj moram reči, da že preden se je sploh nova vlada postavila, da smo imeli že določene kontakte z vladnimi strankami in smo že takrat zaznali določeno skepso do BIM-a in do akcijskega načrta. Preden je bila vlada sploh postavljena, in to se je žal potem izkazalo, da so res, bi rekel, v zadju neke sile, ki pač nam bodo to zadevo zavirale. Ne. In potem je sicer ta akcijski načrt Romov v drugo medresorsko usklajevanje, kar je bilo sicer šele pol leta kasneje, proti koncu leta 2018. In je v tem medresorskem usklajevanju, ki ga je koordiniralo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, so bile upoštevane mnoge pripombe, so bile usklajene, žal pa na dveh ministrstvih te pripombe niso bile usklajene. To sta pa Ministrstvo za infrastrukturo in pa Ministrstvo za javno upravo. Žal na teh dveh ministrstvih nismo prišli do konca, oziroma niso oni prišli do konca. Vendar je kljub temu ta akcijski načrt Romov na sejo vlade, ki je bila konec februarja 2019, in je bila ta točka dnevnega reda pred sestankom črtana iz dnevnega reda in skratka akcijski načrt se je postavil spet v neko čakalno vrsto, in od takrat pravzaprav nismo imeli uradne informacije, kaj se s tem dogaja, do tega sestanka, ki ga omenjam, ki sem ga jaz imel pred BIM forumom na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer smo nekako revidirali, kaj se je zgodilo in kaj lahko naredimo naprej. Moram reči, da seveda na prejšnjem BIM forumu je sam minister Počivalšek zelo podprl vse te aktivnosti in je pravzaprav MGRT ekipa je še vedno nekako odločena, da te reči izpelje. In najnovejša pravzaprav informacija je, da gremo v tretji poskus, in upamo, pričakujemo, želimo si, da bo ta akcijski načrt sprejet na eni od sej vlade v septembru. To je zdaj, bi rekel, nekak cilj in si prizadevamo, da nek način pridobimo podpornike, da bo to šlo skozi. Mogoče bi jaz tukaj vprašal, zakaj je sploh tako pomembno, da se ta akcijski načrt sprejme in zakaj se toliko energije vlaga v ta akcijski načrt, če se pa zdi, da ga industrija v bistvu niti ne potrebuje, zato ker se itak giba v to smer. No, tukaj bi rekel, upam, da ste prebrali akcijski načrt. Sem ga večkrat. Akcijski načrt predvideva aktivnosti na področju zakonodaje, standardov, izobraževanja in tako naprej. In te aktivnosti, pa recimo tudi omenjam seveda pilotne projekte, to so aktivnosti, ki zahtevajo določena finančna sredstva. To je pač neko zagonsko obdobje, ki bi ga morala država podpreti, tako kot ga je podprla tudi v drugih razvitih državah. Ni rečeno, da bo seveda država to potem podpirala naprej v nedogled. Potem se gotovo mora gospodarstvo organizirati, vendar temelji se pač morajo postaviti. Konec koncev so, kot smo že govorili, javni naročniki
državni denar gre v velike projekte, infrastrukturne, v bolnice, šole in tako naprej. In je absolutno smiselno, da tudi država sprejme neke te smernice. Tako da, zdaj seveda, brez akcijskega načrta je problem v tem, ker je usklajevanje aktivnosti manj učinkovito. Potrebno je imeti nekoga, v našem primeru bi bil to Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki združuje vse te ključne akterje in jih enostavno povabi na skupne sestanke in tam razpravljamo o teh zadevah. In ti sestanki so se v tekom nastajanja akcijskega načrta že dogajali, in moram reči, da je bilo vključenih veliko ministrstev, bila so vključena stanovska združenja, univerze, gospodarstvo, tako da je bila res ena taka dobra zastopanost. In naslednji korak bi bil, seveda po sprejetju akcijskega načrta, bi bil ustanovitev delovnih skupin, ki bi potem skrbela za posamezna področja, da se razvijajo in seveda bi ob črpanju nekih sredstev, ki bi jih država tukaj zagotovila, bilo to neprimerno lažje, kot če to gremo čistko na suha. Če pač tega akcijskega načrta ne bo, bodo stvari šle bistveno počasneje, manj organizirano, manj sistematično in na koncu bo to vse skupaj dlje trajalo in ne vem, kako bo to enotno. V tem je pač smisel tega, da damo neko usmeritev, skupni zagon, potem pa bo seveda gospodarstvo in javne inštitucije pa svoje naredile. Oče to, če nisem bil predolg zdaj v tem delu. Ja, v bistvu, ne, nisi bil predolg. Ampak v bistvu, ja, tako kot si pojasnil, se vsekakor vidi smisel tega akcijskega načrta. Predvsem, jaz to pač vidim, se upravičujem, ker sem tako skočil, ampak v bistvu jaz vidim to predvsem to, da industrija, tako kot je Robi že ugotovil, sej gre vse skupaj v neko BIM smer in digitalizacijo, ampak te stvari slej ko prej trčijo ob državo, nekako, ne? Ne gledati, se bom pa zdaj tukaj takno, ne gledati stvari pretirano iz tehnološkega stališča. Ne, absolutno da ne. Z organizacijskega in bi rekel nekje, da rečem, nekako javni naročniki bodo začeli naročati skladno z BIM zahtevami takrat, ko bo to nekdo rekel, da treba tako delati. Enostavno je, do takrat pač je sam stvar dobre volje, bo nek javni naročnik vključil zahteve po BIM-u, ali ne bo. Čistko, prosto. Moramo pa določene stvari v državi rešiti. Recimo, mi imamo še določene stare grehe, ko recimo že, ko smo, uvajali, naprimer, CAD, ko smo, se ukvarjali z gradnjo velikih objektov, pravzaprav nismo imeli niti popisov del in materialov sklejenih, ki je šele, rekel, kakšne bolj precizne standarde. Tudi v CAD-u smo mi 20 let nazaj govorili o CAD managementu, kako je treba stvari pa podatke urejati in imeti dogovorjeno. In tukaj smo mi bolj šlah. Recimo Nemci, Avstrijci so te reči imeli že prej in jim je lažje, ker grejo samo na teh osnovah naprej. Mi pa moramo še ne stvari za nazaj narediti in tukaj brez tega, da nekdo udar po mizi pa reče, to, fantje, zdaj pa to se pa moramo zmeniti, zdaj pa skrajni čas, ker brez tega pa BIM-a ni. Če se mi ne bomo zmenili za enotne postavke, gradbene postavke, potem se nimamo kaj pogovarjati. In to mora nekdo z neko avtoriteto reči. In mislim, da ministrstva, vlada imajo tukaj pač to avtoriteto. Ja, ampak za te postandardizirane ali pa poenotene gradbene postavke o tem dejansko res govorijo čisto vsi, ko se malo bolj resno ukvarjajo z BIM-om v Sloveniji. Ampak jaz to ne povezujem nujno s tem akcijskim načrtom, zato ker to enostavno bo moral nekdo, ali bo to vlada kot največji naročnik največjih projektov, ali kdo bo mogel enostavno to začeti zahtevati, pa z akcijskim načrtom ja ali pa ne.
Samo rabiš eno prisilo in tukaj je priložnost, da to uredimo, ne? Ker se pravi, ta problematika popisov del in materialov je sestavni del akcijskega načrta. In to je že, to je tudi že bila predvidena delovna skupina, ki se je začela že s tem ukvarjati, žal se zdaj vse stvari malo ustavljene. Ja, jaz bi na tem mestu v bistvu recimo zaključil zgodbo o akcijskem načrtu za tale podcast za danes, ne? Ker najbrž ne bomo prišli do konca. Mislim, da se vsi trije strinjamo, ne? Da bi bilo zelo fino, če akcijski načrt bi bil. Mogoče z Robijem to vidva kot posledico tega, da vsi že začnejo uporabljati BIM, ne? Pa potem jasno država spregleda in vidi smisel tega. Lahko je pa pač bolj tak top-down approach v bistvu, kjer se najprej ministrstvo prepriča oziroma vlada Slovenije, da je to pa nujno in potem pač to oni udarjajo s palcem in rečejo po ministrstvi, fantje, takole se bo delali, ne? Mislim, da smo Slovenci predvsej nagnjeni na to drugo skrajnost v bistvu, ne? Ampak to je že morda tema za kakšen drug podcast. Tako da v bistvu, če nadaljujem v tej smeri, zaradi tega, ker tle se spet dotaknemo Slovenije kot države, je pa predavanje oziroma predstavitev Andreja Tibauta o vključevanju Slovenije v organizacijo Building Smart. Ta zgodba se mi zdi že kar nekaj časa vleče, oziroma ne, da se vleče v bistvu, no, ampak v bistvu želje so, ne, v tej smeri. Matjaž, kaj je bilo pa tam, ali pa Robi tudi tvoj komentar na vsak način, ker si bil prisoten tam, kako v bistvu je neko vzdušje med prisotnimi bilo glede vključevanja v Building Smart? No, sej jaz, če se malo vključim, jaz s komorkoli sem govoril, ne, je bilo bolj tako, da kar je predstavil Andrej, so pač neke želje, pa neko tipanje terena, na kak način bi se lahko vključili. S tem jaz sem tudi njegovo predstavitev razumel, da je tak vključitev v Building Smart v bistvu časovno ni tako zelo intenzivna, pa ni tako zelo časovno potratna, ampak jaz osebno sem pa dojel sporočilo, ki ga želel predati naprej, ne, da je najlažje se vključiti, ampak kaj pa potem, ne. Jaz mislim, da bi bila res velika blamaža, da bi se Slovenija vključila v to delovno skupino, potem bi jo pa zaradi neaktivnosti ali pa nesoglasja ali pa česarkoli že izključila, kot se je to zgodilo v Italiji, ne. Seveda. Tako da, ne vem, no, sicer pa po nekih informacijah ali pa ne vem, po tem, kar sem jaz prej vedel v Building Smartu, se mi zdi, da v Building Smartu, če si samo član, pa če nisi vključen z nekim primernim finančnim vložkom nekega, ne vem, nekih glasov, tak nimaš, no. No, najprej bi to razčistil, ne. Član ne moreš biti, če nimaš finančnega vložka, ne. Ampak tudi ta višina finančnega vložka je različna, ne. Niti ne več, no. Zdaj tako, Andrej je res iz Helsinkov prinesel čisto zadnje informacije, ki smo jih, bo rekel, še nekoliko bolj podrobno slišali tudi na pravnem odboru SIBIM-a. In sicer je tako, no, če sam to povem, da članarina znaša 20.000 evrov na leto, a ne, in s tem dobiš v bistvu 2 glasova na njihovih srečanjih, a ne. Tukaj pravzaprav sicer teoretično obstaja tudi neka varianta, da si, ne vem, opazovalec in nekaj takega, ne, ampak pol nimaš niti pravic in tako naprej. V praksi se je izkazalo, da nobena država ni šla na tak način, da bi, ne, pač pristopiš ali pa ne. Spravi, teh 20.000 evrov je rekel, neka fizična ovira, ki jo pač moraš premagati, ostalo so seveda papiri, formulari in pa seveda, no, tako kot sta tudi vidva predvidevata, je res ta aktivnost, ki je potem v ozadju, je zelo pomembna. Zato mi pravzaprav ta vstop v Building Smart pripravljamo že kar nekaj let. No, in mogoče, če spomnim, da je na lanskem BIM forumu bil povabljen glavni govornik, gospod Richard Kelly,
ki je visok predstavnik Building Smarta. Žal zaradi nekih zapletov pri potovanju ni fizično prišel, ampak je vseeno predaval preko Skypa in skušal seveda razložiti pomembnost naše vključenosti v to. Potem smo imeli na CBIM konferenci novembra na Brdu pri Kranju je bil gost Aidan Mercer, tudi predstavnik Building Smarta. Smo spet utirali poti, in ta Aidanov obisk je bil kar precej ključen, ker potem sem jaz bil povabljen na sestanek z gospodom Richardom Petrijem, ki pa je pravzaprav res vrhovni poglavar Building Smarta. Smo imeli sestanek v Düsseldorfu marca meseca in tam je pravzaprav sva na sestanku na 4 oči oziroma 6 oči, ker je bil še gospod Veljko Janič tudi prisoten zraven, smo dobili nekako zeleno luč, da sploh se lahko prijavimo kot kandidati. Potem je sledilo povabilo v Helsinke, da podrobneje spoznamo. Tudi Andrej Tibot je očitno naredil res lepo prezentacijo, navdušil občinstvo in tako da zdaj so nam vrata odprta. Zdaj mi smo, moram še tako reči, na zadnjem sestanku upravnega odbora CBIM, ki je bil prejšnji teden, smo sklenili, da CBIM pač nekako gre v akcijo samega včlanjenja, se pravi včlanitve, z izpolnjevanjem formularjev in pa z pridobivanjem sredstev za to članarino. Tako da to je zdaj sklep in gremo v postopek. Računamo, da ta postopek ne bi smel trajati več kot neke 3 mesece, tako da upamo, da bi na CBIM konferenci novembra, ki bo spet na Brdu pri Kranju, lahko že razglasili, da je Slovenija članica Building Smart International. In kaj nam pa to članstvo prinaša, pa mogoče druga tema, ne vem, malo se... Ja, zdaj to je bilo moje naslednje vprašanje. Kaj je v bistvu teh 20,000 evrov? Kaj prenese na leto v bistvu? To je seveda, bi rekel, ta članarina se v organizaciji Building Smart porablja za aktivnosti, ki tečejo v tej organizaciji. In moram reči, da enkrat, ko spoznaš te delovne skupine, ko vidiš vsebine, ki se pač pripravljajo na tem, res jaz lahko rečem sam kapo dol vsem, ki toliko aktivno na tem sodelujejo, za pravzaprav malo denarja delajo stvari, od katerih bo imela korist cela, gradbena panoga po celem svetu, in je pravzaprav po svoje nelogično, da ne vem, tistih, mislim, da je 1,5 milijona budžeta, koga že ima Building Smart, da samo toliko malo denarja se zbere za to, da se ti standardi pripravljajo. Zdaj seveda vsebina teh standardov, tukaj je najbolj izpostavljen IFC in pa drugi. To so vse pač priprave vsebin, ki grejo potem naprej v sprejemanje na ISO in CEN. Tako da to je res eno zelo veliko delo, ki se opravlja. Tukaj smo mi vabljeni kot strokovnjaki, kot eksperti, da prispevamo, predlagamo, kako naj bodo stvari pripravljene, kako naj bodo zdefinirane. Po drugi strani pa seveda je naša naloga potem, da tukaj lokalno, v svojem lokalnem okolju skrbimo za implementacijo teh tehničnih standardov, nekako za tudi popularizacijo in pravilno uporabo in mogoče tudi neko lokalizacijo, če je potrebna. V sklopu Building Smarta je tudi še ena zelo pomembna aktivnost in sicer je to BIM certificiranje. Mislim, da bomo mi s tem članstvom pridobili tudi en kvaliteten izobraževalni program in program certificiranja, ki ga bo verjetno izvajal CBIM, če bo kadrovsko to pač možno. In mislim, da bo to zapravo res
ta pravi certifikati za neko svetovno veljavo, ki bo lahko naredil nekdo, ki bo šel pri nas skozi ta izobraževanja in potem skozi en tak izpit. Tako to v grobem, recimo zdaj seveda ta vključenost naša v to delo, te delovne skupine pomeni, da smo povezani s svetom, da si izmenjujemo informacije, mi dobimo informacije od drugih, mi posredujemo drugim. Tako da to mreženje znotraj organizacije je velikega pomena, izmenjava izkušenj in tako naprej. To je to članstvo. Zakaj smo pa člani raznih drugih združenj? Zato, da pač mrežiš in imaš zaprav nek dostop do nekih informacij, do drugih udeležencev takih združenj, in to so vse pač poslovne interese na koncu. Jaz se bojim, da se je zdaj odprl toliko vprašanj, da niti ne vem, če bi se vseh lotil, sploh kar se tega certificiranja pa tega tiče, ker tukaj res ne vem, kakšno vlogo bo zavzel CBIM, pa kako se bodo to vključevale univerze, to pač mi tega ne moremo. Ampak recimo, če izobraževalna ustanova skozi svoj izobraževalni program pač privedejo študente, strokovnjake do nekega znanja, zdaj kakšna je potem vloga tega certificiranja, pa kaj bi sploh certificirali, ampak sej, če jaz to prav razumem, je to itak bolj v začetni fazi kot že neka znana zgodba in ne vem. Ni v začetni fazi. Torej, Building Smart certifikat je svetovno priznan certifikat in s takim, bi rekel, izkazom lahko nek strokovnjak pač kandidira po celem svetu za neka delovna mesta, ki pač zahteva ta certifikat. Nekaj podobnega, ne vem, naša inženirska zbornica pač tudi daje na svoje potrdila, certifikate, ki jih pač moraš imeti, kljub temu, da si dokončal vse šole, ki je potrebno, ampak na koncu je pa šele, ne vem, strokovni izpit. Tako da, če tega nimaš, potem nekaj manjka. Tako da to je pravzaprav, bi rekel, svetovna organizacija, ki ima, ti certifikati so enostavno cenjeni. No, ampak recimo, če postavim zdaj to nek drug kontekst, pri nas na fakulteti se nek mednarodni študij pripravlja, ko bo dejansko govoril samo o BIM-u, in nek tak strokovnjak, ki bo šel čez enoletno šolanje, ki bo samo o BIM-u in povezanih tehnologijah, recimo ne bo imel enega takega certifikata, kot bi se podeljeval v okviru CBIM-a, pa Building Smarta, pa kogarkoli. Meni se to zdi, ne vem, Saj razumem, da so certifikati za marsikaj, ampak se pravim, ne vem točno, kakšna je vloga. To je čist, bi rekel, formalna potrditev nekega znanja, ker jaz verjamem, da bo ta izobraževalni program na univerzah naših, da bo kvaliteten in da bodo ti študenti dobili vse znanje, ki ga potrebujejo za svoje delo na BIM področju. In mislim, da bodo ti kandidati, ki bodo šli skozi to šolanje na univerzi, zlahka verjetno naredili tudi ta certifikat. To je tako treba gledati. Ni to zdaj nobena konkurenca, ampak to je enostavno nek štempelj, ki pač velja po celem svetu. Zdaj, medtem ko nek magisterij z, Ljubljanske univerze, je lahko cenjen, lahko ni, mislim, vprašanje. To je pa pač le neka stvar črno na belem, priznana po celem svetu, ki je potrdilo, da si ti pač res nekaj naredil, opravil nek preizkus znanja, ki je svetovno nekaj merilo mogoče tega. To je smisel. Če majčkeno prekinem tole debato v bistvu o certifikatih, jaz bom tako rekel, ti certifikati so toliko vredni, kot kakršno vrednost jim dajejo pač neka podjetja, kjer to je edina zadeva. Pač podobna zgodba je o raznih certifikatih iz IT-ja, od Microsoftovih do Ciscovih, do Oracla in ne vem kaj vse. Tako da to je, se mi zdi, konec koncev, mislim, če tako majčken, taka zgodba, zelo pragmatično za temu pristopa, kjer pomeni, da načeloma ne rabiš niti na faks hoditi, gult tele klopi
3-4 leta ali pa 5 let, ampak konec koncev lahko ti še zmeraj narediš certifikat in je to, ne? Jaz to tako gledam, ne, da recimo, ne vem, ko se pojavi nek nov razpis za delovno mesto, BIM menedžerja, naprimer, ne, je pogoj, ne vem, da imaš to pa to pa to. Imaš to izobrazbo, imaš te certifikate, ne. Zdaj, če bo nekdo, nek zaposlovalec zelo zahteven, bo pa zahteval več. Nekdo bo zahteval manj, ne, sam za to gre. Ja, se strinjam, ne, kot rečeno, v bistvu stvar je zelo, se mi zdi tako tržno naravnana, bi ti jaz temu rekel, ne, v bistvu, kjer neke dodane vrednosti, ne vem, saj tako, ko vemo, kako se te certifikati delajo, ne, je vprašanje, kdo zagotavlja in kvaliteto in ne vem, kaj že vse, ne. Ampak spet, bom roke dvignil stran od teh certifikatov zaenkrat, dokler ne bomo v Building Smart, potem se bo pa treba začeti ukvarjati še s certifikati najbrž. Ampak v bistvu sem pa hotel nekaj drugega reči, ne? V bistvu, da zdaj že kar nekaj časa govorimo in smo obdelali šele prve 3 predavanja na BIM forumu, tako da je očitno bilo zelo gosta vsebina. Bi pa zato mogoče povezal naslednji sklop predavanj, ki se je na BIM forumu zgodil, in to je bilo nekako o procesu digitalizacije in BIM-a v Nemčiji, Estoniji in baltičnih državah, čeprav jaz razumem tudi, ne? Ja, tako. Tako da jaz bom tle eno tako stvar rekel, da glede na predstavitev, ki sem je pač samo še z PDF videl o digitalizaciji gradbenega sektorja v Estoniji, kjer je še manjša država, saj po številu prebivalcev kot Slovenija, in saj po tistih predstavitvah so recimo mnogo dlje v digitalizaciji gradbenega sektorja, kot pa smo mi v Sloveniji, pa je tudi Estonija v bistvu zdaj še zmeraj v tem seznamu tistih, ki jih nekako članstvo v Building Smartu zanima. Skratka, niso še član Building Smarta, ampak so v bistvu najbrž nekje tle, kot je Slovenija, ne? Tako da meni se je porajalo tako vprašanje, ni bolj pameten, da mi nekaj konkretno naredimo, ne, v Sloveniji v tej smeri, tako da akcijski načrt je vsekakor najbrž del tega, ampak pol jasno pripeljamo do tega, da zgodbe, da ok, nekaj sprejet akcijski načrt, pa potem to dejansko izvesti v naslednjih 2-3 letih. Ampak to je bilo samo moje razmišljanje zraven, ko sem gledal tole predstavitev. A lahko sem jaz prevzamem malo besedo, da bomo mogoče tukaj malo pohiteli, da ne bomo predolgi. No. Jaz bi to rekel, da impresivno je, kar je ta gospod predstavil, na kakšni stopnji digitalizacije je Estonija, in mislim, da smo mi še svetlobna leta stran. Še bolj impresivni je ta projekt, ki ga je potem v drugi svoji predstavitvi predstavil, in ta Rail Baltica. To so taki projekti, v katerih lahko v Sloveniji, mislim, drugi tir je, ne vem, 10% od tega projekta. Ampak kar hočem reči, je pa to, da oni so toliko navezani na Skandinavijo in v bistvu toliko živijo to svoje digitalno državljanstvo, da to v bistvu že kar sami sebe pričakujejo, ne. In jaz mislim, da dejansko bi se mi morali zgledovati pa ne taki manjši državi, pa jaz nikoli nisem rekel, da članstvo v Building Smartu za Slovenijo ni strateškega pomena, ne. Mene je samo strah, da ne bomo potem po slovensko to speljali v neko smer, ki pa stroki ne bo všeč. No. To sem sam želel dodati, če bo mogoče. Ja. Jaz bi tako rekel, ne, sem to še enkrat, če sem na kratko rečem, članitev Building Smart, v Building Smart je tudi del akcijskega načrta. In recimo to, kar smo videli v Estoniji, to je v bistvu ustvarila država in pač ustvarjeni so bili pogoji za to digitalizacijo in zato oni tako hitro napredujejo. In se mi zdi, da je meni je to neka poanta. Jaz sem bil tudi 2-3 leta nazaj sem bil na enem kongresu o cestah v Estoniji in tam je nastopil njihov premier
In pol govora je razlagal digitalizacijo. Mislim, tako da oni to res živijo. Tako da pač z vrha gre to in od spodaj vseh strani. Tako da oni so res. Zdaj, ali so oni člani, polnočlani, Building Smart, trenutek res ne vem, ampak se mi ni zdi to niti to ključno merilo, zagotovo pa imajo interes, da se vključijo. Ali so kandidati, ali so pa že člani, to pa nisem zdaj seznanjen čest. Rail Baltica je pa zagotovo impresiven projekt. Mi smo aktivno vključeni, moram reči, da tudi slovenska ambasada na Poljskem, ki je sicer tudi nekako nadzira tudi ta teritorij baltskih držav, aktivno vključuje slovensko gospodarstvo v ta projekt. Naj samo omenim, da je bila spomladi letos na Gospodarski zbornici Slovenije organizirano srečanje prav z naslovom Rail Baltica in so bila vabljena slovenska podjetja, projektivna, gradbena, konzultantska in tako naprej, da sodelujejo na tem projektu. No, in mi smo bili pol tudi na eni konferenci gor in tako naprej, da je, mislim, res super zanimiv projekt z BIM zahtevami, tudi lepo je vse odprto, že sam to pogledati, kako so oni zastavili BIM na tem projektu, se človek marsikaj nauči. Jaz bi mogoče tukaj zdaj malo pohitev, pa gremo naprej po programu, ker naprej za tem gospodom sta svoje delo na enem drugem projektu v Avstraliji predstavlja Martin in Jure z podjetja Elea. Zdaj, mi da so Jureta z njegovim kolegom že gostila, pa smo tudi nekaj o tem projektu govorili, pa bi tukaj sam dodal, da bi šlo res za impresiven projekt, ki so ga v zelo kratkem času uspešno končali. Če pa kdo želi, pa lahko gre pogledati oziroma poslušati nazaj tisti pogovor, ki smo ga imeli v BIM pogovorih. Matevž, mogoče veš na pamet, kjer številka je bila? Bom pogledal, ampak bo v zapiskih to, tako da je bil pa 92 oddaja. Do konca aprila smo posneli. No, potem za njima je pristope uporabe tehnologij BIM pri večstanovanjskih zgradbah predstavil Borut Hafner, ki smo ga tudi že gostili tukaj in je že tudi o tem govoril. Mene bo zanimivo samo to, kako je predstavil v bistvu 3 pristope k BIM-u, ki so jih na 3 različnih projektih uporabili. Pa bo mogoče še kdaj priložnost, da ga bo povabila, pa bo zdaj povedal, kaj se mnogo na teh projektih dogaja. No. Se mi pa zdi pomembno, da je stanovanjski sklad, ki zdaj trenutno gradi res kar dost stanovanjskih enot, začel zahtevati BIM tehnologije od svojih sodelavcev, od svojih kooperantov, pa tudi na razpisih. No. Ampak bi bilo pa zanimivo slišati zdaj, kaj so se v zadnjih letih naučili, ker na začetku se mi zdi, da niso čisto imeli razdelane strategije uporabe teh novih tehnologij pa prednosti, ki jih s tem pridobijo na svojih projektih. Ja, jaz bi dodal tukaj samo to, da moramo vedno znova dokazovati, da se BIM splača oziroma da ima BIM res nek smisel. In mislim, da moramo biti, rekel, bolj plastični, bolj konkretni, res moramo znati predstaviti koristi, ki jih je ogromno. Vendar je to vedno znova izziv. Tudi, ne vem, ljudje, ki smo mislili, da so že prepričani, jih moramo znova in čisto enostavno povedati, kje so stvari, ki so seveda na koncu koncev pa tako, ena od koristi BIM-a je transparentnost, in se bojim, da se to dogajanje kolekcijskega načrta in tako naprej nekomu ni preveč všeč, zato ker bo ta transparentnost večja in nam so že govorili tudi, rekel, svetovalci zunaj, so rekli, veste, ko ste prišli do transparentnosti, se vam pa lahko začnejo pojavljati problemi. Tako da, ne vem. Matjaž, se v celoti strinjam s tabo. V bistvu se mi zdi, da je to rak rana vsega tega dogajanja, ker me v bistvu ravno pri, recimo,
tem žalosti ravno je to tudi, da ko si preomenil, ja, se je vlada vmes zamenjala, ampak ta akcijski načrt ali pa ta način razmišljanja ali pa v bistvu to, da je vse to transparent, to sploh ne bi smelo vplivati na to, ali se vlada menja ali se ne menja. To je pač osnova delovanja države. In me je dejansko strah, da to se vleče zdaj 1 leto samo zato, ker je najbrž nekdo ugotovil, to bo pa, ne vem, projekt bo v prvi fazi stal, ne vem, toliko in toliko več. In to ne more, in ker gledajo samo najbrž 4 leta naprej do naslednjih volitev, pač tega ne more upravičiti, ne more pa gledati, ne vem, 100 let naprej, koliko bo skozi fazo uporabe se vse skupaj prehranilo. In to je meni absolutno nepojemljivo. Nekaj je gotovo na tem, mislim pa, da je drugi del tak, če nismo preveč pesimisti, mislim, da je drugi del nerazumevanje koristi te digitalizacije. In seveda tudi to, da ljudem se pravzaprav ne da, mislim, nekako najrajši bi delali tako, kot so delali do zdaj. Nima nihče prav velikega interesa, da bi se nekaj novega naučil. Redki smo, tisti, ki nas to veseli. To je pa tisti prav res tak praktičen problem. No, če vam lahko samo povem, jaz sem bil lani na eni konferenci Bild, ki je bila v Ljubljani, in je španski arhitekt, ki se zdaj imena žal ne bom spomnil, je govoril točno o istih stvareh v Španiji in tam se je vse ustavilo, zato ker se je par največjih podjetij skupaj odločili, da se v to ne bo šlo točno zaradi transparentnosti. In on je točno tako rekel. Tako da nismo edini. Najbrž razlog za to niso navedli transparentnost, ampak so se skupaj zavili v drugi. Tako, še celo tako. Ampak to je bilo pač čisto neformalno, on je pa povedal to, zato ker je šel ven iz tega, tako je rekel. Jaz bi sam tukaj to dodal, da v bistvu Evropska unija si je zastavila cilj 10% znižanja ali prihrankov na gradbenih investicijah v okviru celotne unije. Se pravi, vsaka članica mora ta cilj doseči. In tukaj pravzaprav ne bomo mogli dolg glave tiščati v pesem. To bi bila najbrž najbolj zanimiv scenarij, ker pač se za vse te velike investicije črpajo neka evropska sredstva in najbolj, da Evropska unija v bistvu enostavno pač tamle komisija reče, fantje, če hočete vi ta denar črpati, tukaj boste vse skupaj oddali v BIM-u. Pa je konc debate o akcijskem načrtu in tako naprej in smo malo na smeh sem obrnil. Ampak Matjaž, veš, kaj mi nekaj pove v bistvu, zdaj, ko smo proti koncu tega, kakšna je bila pa hrana kaj? Tako bi rekel, jaz upam, da so bili udeleženci zadovoljni, mi, ki smo organizirali zadevo in moj tim, recimo konkretno kolegica, ki je skrbela za to, da bo v hotelu vse super, moram reči, da je bila zelo slabe volje in da smo res z vsemi napori nekako te natakarje tam mi organizirali in priganjali, da je bilo na koncu gledalo v redu. Žal niso pri nas te storitve na takem nivoju, kot bi si želeli. Pa izberemo najboljše hotele in kljub temu ne dobiš tistih 5 zvezdic. Žal pač ne, ampak bomo drugič, jaz mislim, da bo prihodnje leto ena nova lokacija in upam, da bo s tem manj problemov. Jaz bom rekel, da kot udeležencu se mi ni nič kaj tako hudo zdelo, postrežba je bila bolj tako, ampak hrana pa se je bila pa čisto v redu, tako da kar se tega tiče, nimam nobene bistvene. To me je najbolj zanimalo, kako je videti iz strani organizatorja, kjer v bistvu, če Robi, ti nisi nič opazil, pa so oni dobro delo naredili. Da smo nekako to poštimali, pokrpali, bi rekel. Je pa res, da sem bil na zadnji mizi, do takrat so se že naučili verjetno. V redu. Da ne bomo predolgi, bi jaz, če se strinjate, v bistvu tole oddaje počas pripeljal k koncu. In Matjaž, se na tem mestu zahvalil tebi v bistvu prvič, da si
BIM pogovorom dejansko omogočil, da so prisluškovali temu dogodku, oziroma CGS Labs je to omogočil. In pa jasno, da si vzel čas in za tole snemanje oddaje. In je vedno zanimivo v bistvu slišati še kaj takšnega, kar recimo na samem dogodku ni bilo možno reči. Te stvari so super zanimive. Fajn, se tudi z veseljem vedno odzovem, tako da upam, se bo spet nabral nekaj v naslednjih 2-3 letih. Pa jaz sem hotel glih reči, da ne bova čakala na 3 leta, da bo to, kaj je to, 2022, joj, ko bomo že stari takrat. Pa upamo, da bo takrat akcijski načrt že sprejet. Ja. A lahko še jaz nekaj dodam o dogodku? Jaz sem zelo velikokrat kritičen do dogodkov, smo tudi že kako z najnim današnjim gostom rekli na to temo v preteklih letih, ampak zdaj bi pa rekel tako, da je bil eden boljših organiziranih dogodkov v Sloveniji. Kar mi je še posebej všeč je to, da je program bil sestavljen na tak način, da ni niti v enem trenutku zgleda, da je nekaj bilo noter dano na silo. To bi rekel, da sem zelo vesel, da so se časovni okviri lovili, kar je vedno super, pa da je bila dolžina dogodka ravno prava. Evo tako. Da ne bom vedno sam kritiziral, da lahko da kaj pohvalim. Ja, hvala lepa. To je potem vse za tole oddajo. Matjaž, kam ti lahko poslušalci kaj pišejo, če imajo kakšne želijo dodatne informacije ali pa v bistvu mogoče dostop do kakšnih teh predstavitev, ki smo jih danes omenjali. Ja, jaz sem tudi na voljo na matjas.sign@cgs-labs.com, tako da bomo z veseljem delili te vsebine, ni res nobena skrivnost. Tako da mogoče danes nismo nič omenjali našega nemškega gosta, ki bi tudi zelo, mislim, da vsebinsko bogat, ampak evo, prezentacije so pač na voljo. No, sej bomo, v bistvu jaz imam občutek, da se bomo na ta dogodek vsaj tako posledično še kaj vračali, tako da jaz bi na tem mestu dejansko zaključil to oddajo, za konec povedal še naslednje, da je to dejansko zadnja oddaja recimo v tem sklopu, tako da gre BIM pogovori na krajši in upam, da zaslužen dopust do septembra, kjer bo naslednja oddaja, se pravi torek 3.9. Spet na internetu dostopna. Tako da upam, da bo tudi naslednja sezona, če temu tako lahko rečemo, zanimiva in da bomo na koncu morda tudi naslednjo končali z BIM forumom 2020. V redu. Super, želim se srečo in veliko uspehov. Super, hvala lepa za želje in pa prijetne počitnice vsem poslušalcem, jasno tudi tebi, Matjaž. In se slišimo ali pa vidimo tudi na naslednjih dogodkih, ki bodo zelo hitro v jeseni 2019. Robi in Matjaž, adijo. Adijo, hvala lepa, adijo. Adijo.